Lep pozdrav tudi danes od mene. Kot ste opazili, imam ponovno res težko temo, o kateri se trenutno govori po vsem svetu. Kako doseči mir? Mir v svetu. Veliko ljudi je sedaj zelo ponovno prestrašenih. Bojijo se za svoje življenje, za življenje svojih družin, za življenje narodov, za življenje na tej zemlji. Kar nekaj shodov je po vsej Evropi, ki dajejo podporo trenutno Ukrajini, ki se bori za svobodo svojo. Borba za svobodo je borba, ki jo poznamo skozi zgodovino. V vsaki vojni so žrtve. Na eni in na drugi strani. Zmaga močnejši. Zmaga tisti, ki ima več podpore. Vendar vsaka vojna daje velike žrtve. 2. marca sem s prijateljico odhajala proti centru mesta in slišala sem govor, ki vam bi ga rada sedaj predvajala. Na Kongresnem trgu je bil shod za podporo Ukrajini. Pristopile in poslušale. Ogromno. Tudi ljudi je bilo veliko. Na odru pa so bili vsi tisti, ki so želeli dati podporo Ukrajini. Med njimi tudi naš predsednik, gospod Janez Janša. In rada bi, da vam iskreno priznam, da mi je bil njegov govor zelo všeč. Njegove besede so bile res spodbudne. In moža sem prosila, da bi del tega govora tudi predvajala vam, našim članom Društva za srečno življenje. Upam, da mi bo uspelo. Kot ena družina Evropske unije, mi smo pripravljeni s spoštovanjem. Hvala. Sedaj pa k besedi vabim predsednika Vlade Republike Slovenije, gospoda Janeza Janšo. Izvolite. Spoštovani Slovenke in Slovenci, državljanke in državljani, spoštovani Ukrajinci, spoštovani gospod ambasador, spoštovani ekscelence, dragi prijatelji. V Ukrajini v tem trenutku, ko mi tukaj zborujemo, umirajo ljudje. Ne umirajo samo vojaki, umirajo civilisti, umirajo žene in otroci. Ruska soldateska raketira in bombardira civilne objekte. Strelja na civiliste, ki se goloroki zoperstavljajo ruskim tankom. Posnetki današnjega dne so grozljivi. Opogumlja pa pogum Ukrajincev, ki se ponekod goloroki postavljajo pred tanke. Zdaj to nas spominja na pogumne Slovence v Vipavski dolini pred 30 leti in pol, ko je bila Slovenija pred podobno preizkušnjo. Zdaj, ko smo Slovenci videli, takrat videli in občutili, da smo enotni in pogumni, smo vedeli, da bomo uspeli.
Rekli smo, mogoče bo trajalo dolgo časa, vendar se nikoli ne bomo predali in na koncu bomo zmagali. In smo. Vendar se še dobro spominjamo tiste napetosti, tistih groženj, tistega strahu in tudi žrtev v tistih junijskih in julijskih dneh. Zato vemo, kako se počutijo Ukrajinci in zato smo z njimi solidarni iz srca. In jih prosimo, zdržite. Včeraj, ko je ruska granata zadela tudi slovenski konzulat, sem pozno po noči, pravzaprav že danes govoril z ukrajinskim predsednikom vlade, z gospodom Denisom Šmihalom. Bi končala z posnetkom, z veliko hvaležnostjo, da vsi tisti, ki so bili na shodu 2. marca, da so v duhu podprli mir, svobodo, bratstvo, enotnost. Tudi Društvo za srečno življenje Beliš želi, da se ta vojna danes, ta hip konča. Ta nesmiselna vojna med Ukrajino in Rusijo. Da bo dialog, strpni dialog med voditelji, da bojo našli tisto ljubezen do naroda, do otrok, do žena, do drugega. Da bo jo segli si v roke in da bo konec vseh razprtij, nemira, teh nesmiselnih vojen ta hip. To je Društvo za srečno življenje Beliš. Mi se zavzemamo za brezpogojno ljubezen. Zavzemamo se za naravne zakone. Zavzemamo se za mir, za odpuščanja, za ugovor vesti. Brez brezpogojne ljubezni ne bo miru na tej zemlji. Ne more ga biti. Vedno je nekdo prizadet. Na sodišču nekdo izgubi. Nekdo je srečen, drugi izgubi. Zato ne moremo pričakovati popolnega miru na zemlji z zemeljskimi zakoni. Nažalost ne. Samo ta naša odločitev, da se bomo odločili za spravo, za odpuščanje, za mir, za odpuščanje drugemu, za odpuščanje sebi. Takrat se bodo dogajali čudeži. Tisti čudež, ki se je zgodil tudi leta 1991. Z možem sva bila na molitvenem shodu v Montanji, ko se je začela vojna v Sloveniji za svobodo. Dobro se spominjam, 5000 ljudi nas je molilo, prosilo za spravo, mir v Sloveniji. Hvaležna sem vsem tistim, ki so se na zemeljski način borili za ta mir, ki so se spravljali med seboj, dogovarjali, pogovarjali, našli skupni jezik. Zelo sem hvaležna. Vendar največji mir pa prihaja od zgoraj navzdol. Jaz sem imela 2 otroka v Sloveniji, bila sem noseča, ko sem bila v Montanji. Odšla sem na molitveno srečanje po navdihu, po poslušnosti svojemu notranjemu glasu. V 7. mesecu nosečnosti sem bila. In imela sem hčerko in sina, majhnega sina. Ampak čutila sem, da rabimo pomoč Božjo. Da rabimo pomoč od svetih angelov,
od svetih na nebu in na zemlji, da rabimo molitve. In vsako leto je bilo v Montanji shod molivcev, ki so delali za prihod Božjega duha, Božjega violet flejma na zemljo, da bi se na zemlji dvignila vibracija na čim višjo vibracijo. Da se ne bi kregali za košček zemlje. Mogoče, da se ne bi tožili zaradi posojil denarja. Da se ne bi tukaj na zemlji ločevali v prepirih, v jezah, ampak da bi našli tisti pravi skupni jezik, ki se ji reče brezpogojna ljubezen, ki edina prinaša pravi resnični mir. Tisti mir, ki nas resnično lahko usreči, razveseli in napolni s tisto radostjo, ki je prava radost. Trajna radost. Molili smo za Slovenijo. Jaz sem zelo molila. Noseča sem bila, 2 otroka sem imela v Sloveniji. Tudi moj mož je molil z menoj. Prosila sva, da bi bil čim prej mir v Sloveniji, da bi se lahko vrnila v Slovenijo čim prej. In Bog je najine molitve uslišal. Še danes sem hvaležna Bogu, da je uslišal moje molitve. Ker to je bil res čudež. Po 13 dnevih sva se lahko vrnila v Slovenijo, sicer ne do Brnika, odkoder sva odletela tisto jutro, ko so ga bombardirali. Bila sva v zraku, ko so bombardirali Brnik, na poti na molitveno srečanje. Šele v Ameriki sem dobila informacijo, da je vojna v Sloveniji. Prva moja reakcija je bila: vojna, otroci moji, Bog pomagaj. Solze iskrene so mi tekle po obrazu. Ni mi bilo vseeno za Slovenijo. Tudi danes mi ni vseeno za Ukrajino, niti ne za Rusijo. Ni mi vseeno niti za ljudi, ki so cepljeni, zaradi neznanja, zaradi zavedenosti. Ni mi vseeno za vse bolnike, ki so v bolnicah, bolani. Ni mi vseeno za ljudi, ki verujejo, da bomo vsi umrli, kar ni res. Ne bomo vsi umrli. To je vesela novica. Evangelij je radostna vest. Kdor verjame v smrt, bo pač umrl. Nagrada za greh je smrt, res je. Vendar nagrada za vero v življenje je življenje. Nagrada za vero v zdravje je zdravje. Nagrada za vero v mir na zemlji bo mir na zemlji, ker Bog ne laže. Bog je pravičen Bog. Uslišuje vse iskrene molitve. In še danes sem srčno hvaležna, da je uslišal moje resnično iskrene, srčne molitve, da sem se lahko vrnila na tisti dan v Slovenijo, kot sem imela karto povratno. Pripotovala sva z možem do Zagreba, kamor naj je prišel iskat prijatelj od moža. Strah ga je bilo. Levo in desno so bili že topovi, vendar je bilo tako neurje. V neurju vojn ni. Srečno naj je pripeljal iz zagrebškega letališča v Ljubljano. Naslednji dan, na žalost, se je začela vojna na Hrvaškem. Kasneje tudi v Bosni. Zakaj so te vojne? Zakaj nekje trajajo dolgo časa, nekje je krajši čas? Zakaj? Vse je odvisno od kolektivne zavesti naroda in od zagovorniških molitev, ker molitve so rešitev. A je tako težko se usesti za 15 minut, prositi svojega Boga za popoln mir na zemlji? 15 minut ni veliko časa, vendar daje velike rezultate. Ljudje, pojdite v svoje kamrice, spravite se s svojim Bogom,
Odpustite sebi in vsem ljudem in odločite se za brezpogojno ljubezen. In s to ljubeznijo blagoslavljajte vse tiste, ki se še vojskujejo. Molite za svoje sovražnike, za sovražnike miru, za vse, ki so še v mislih, da je bo vojna rešila situacijo na zemlji. Ne, ne bo. Nobena vojna ne daje dobrih rezultatov. Dobre rezultate daje samo ljubezen, ki jo dajemo ljudem. Molitve so rešitev. In Bog je rekel, kdor bo delal za mir in sprave med ljudmi, bo Boga gledal. Ne bo ga strah. Ne bo ga strah. Kdor bo delal za sprave med ljudmi, bo imel mirno spanje. Ne bo ga strah. Kdor bo ljubil svoje sovražnike, bo mirno spal, ne bo ga strah. To je moč brezpogojne ljubezni. In društvo Belis za srečno življenje ima na prvem mestu, prva alineja v našem statutu, 9. člen, je brezpogojna ljubezen. Brezpogojna pomeni brez pogoja. Lahko je ljubiti človeka, ki te objame, ki ti prinese darilo, ki ti prinese rožo. Kako boš pa ljubil človeka, ki ti ubije otroka, ki ti ukrade avto, ki ti ukrade dobro ime? To boli, priznam. Ampak Bog v nas je večji, kakor bolečina v nas. Najvišja vibracija je brezpogojna ljubezen. Bolečina je že nižja vibracija. Strah pred bolečino še nižja. Jeza pa še bistveno bolj nizka. Da ne govorimo o agresiji, v vojnah, zelo nizka vibracija. Potem so depresije, še nižja vibracija. Apatija, zelo nizka vibracija. In nenazadnje smrt. To so duše, ki so obupale na tej zemlji. Ki ne grejo s korakom naprej, ki ne odpuščajo, ki se ne odločajo za življenje, ki se raje odmaknejo v samoto, ki raje gledajo televizijo, sodijo, tožijo, kakor da bi postale to, kar so, Belis otroci. Otroci brezpogojne ljubezni. Predstavljajte si, ko bomo res vsi otroci ljubezni brezpogojne, vsi Belis otroci, da bomo ena velika Belis družina. Ne bo vojn nikjer. Ne bo nemirov, ne bo lakote. Radost bo, sreča, mir, zdravje. Spomnimo se, na zemlji je živel popoln Božji sin Jezus Kristus. Iz 2 hlebcev je naredil ogromno hlebcev. Ko je bil na čolnu in je bil vihar, je umiril vihar. Iz vode je naredil vino. Bolnikom je vračal zdravje. Mrtve je obujal. To je Božje kraljestvo na zemlji. In to niso sanje, to ni filozofija, to ni laž. To je resnica. Ampak resnica za tiste, ki to verjamejo. Evangelij je radostna vest, dokler se ne bo vsak človek odločil za to. Radostno vest, za to brezpogojno ljubezen. Potem bojo še vojne na zemlji, ločitve, skrivanja, strahovi, nemiri, bolečine, bolezni in tudi nenazadnje smrt. Danes tukaj pred vami, dragi člani društva Belis, iskreno vas prosim, res iskreno, pojdite v svojo kamrico,
vse svoje strahove, bolečine in vse, kar čutite v tem trenutku, v svojem srcu, v svoji duši, predajte svojemu višjemu jazu, Božjemu jazu. Bodite eno z resnico Božjo. Ne nasedajte tem zvejačem tega sveta. To so laži, prevare. To ni resnica. Marsikdo reče, vsi bomo umrli. Ni res. Ne bomo vsi umrli. Ker umira greh, umira bolezen, umira smrt, umira revščina. Bog pa živi. Tukaj je pomlad. Ste opazili, rožice cvetijo, drevesa že brstijo. Imeli smo sonce. Življenje je več kot vsi ti strahovi okrog nas. Življenje je bistveno več kot te vojne nesmiselne. Bodimo bratje in sestre v Kristusu, kar pomeni brezpogojni ljubezni. Bodimo to, kar smo. Prišli smo na zemljo vsak s svojim poslanstvom. Moje poslanstvo je, da širim mir in ljubezen in Božjo besedo. To je moje poslanstvo in to delam. In to me usrečuje. Marsikdo me ne mara poslušati, res je. Za marsikoga sem, tudi to je res. Ampak Božja modrost in zemeljska modrost nimata enačaja. Kdor misli, da bo z zemeljskimi metodami dosegel mir na zemlji, se moti. Ne da se. Mir prihaja od zgoraj navzdol. Tudi ozdravljenje prihaja od zgoraj navzdol. Jezus je v sekundu ozdravil slepca. Z najvišjo vibracijo, z brezpogojno ljubeznijo, z Božjo ljubeznijo. In ta dotik, Božji dotik nas zdravi. Zato molimo, da bo Božji dotik tisti, ki bo zdravil Ukrajino, Rusijo. Vse nas v Evropi, vse nas v Sloveniji. Da ta Božji dotik nas vse zdravi, da bomo imeli pravi resnični mir v naših srcih. Toliko danes od mene in hvala lepa za pozornost. Si rekla še en filmček na koncu? Ja, res, prosim. Okay. Ja, hvala. Jezus je med svojim delovanjem na zemlji ljudi poučeval o Božjem kraljestvu več kot o čemerkoli drugem. Njegovi sledilci že stoletja molijo za prihod tega kraljestva. Toda kaj je kraljestvo? Kraljestvo je oblika vlade. Vlada ima vladarja, sedež, področje vladanja, zakone in državljane. Žal mnoge človeške vlade ne zadovoljujejo potreb ljudi, ampak si prizadevajo za svoje koristi. Božje kraljestvo pa ima popolnega vladarja, Jezusa, in za kralja ga je izbral sam Bog. Bog izbira tudi Jezusove sovladarje. To kraljestvo vlada iz nebes. Moč in oblast prejema od Boga. Vladalo bo čez vso zemljo. Hvala lepa, Mihael, za ta kratki film. Lahko si ga boste sami doma pogledali, ker bova poslala naslednjič nekaj teh linkov. Jaz več kot 33 let nisem poznala imena Jezus Kristus. Bila sem zelo bolana, zelo nesrečna. Zemeljsko gledano, na robu smrti. In slišala sem za ime Jezus Kristus. In nekaj vem. Karkoli sem ga do sedaj prosila, me je slišal in slej ko prej uslišal. To je ime, ki je meni osebno življenje spremenilo.
njegovi blagoslovi so mi prinašali veliko radosti, veliko miru, veliko spoznanj. In zelo sem hvaležna, da sem slišala, da obstaja evangelij radostna vest. In zato verjamem, da če se bomo vsi odločili za brezpogojno ljubezen, ker Jezus nas je samo to učil na zemlji, ko je bil. Ljubite svoje sovražnike, odpustite jim, delajte za mir in spravo. In pravi mir in prava ljubezen bo na zemlji zavladala. In Božje kraljestvo se temu reče. Hvala lepa. Hvala, Mihael. Hvala tebi. Hvala tebi. Jaz bom rekel tako, no. Toliko let sem bil v inštituciji, v cerkvi seveda, kjer sem služboval. In v zadnjih 2 letih se je tam marsikaj spremenilo. Spremenilo se je to, da so namesto blagoslovljene vode zdaj dali v cerkev, se pravi, razkožila za roke, namesto vere v Boga in v Jezusa in namesto vere v odrešenja in v ta mir, so rekli, da moraš se cepiti, da moraš imeti PCT, če hočeš k maši priditi. Nisi mogel sodelovati pri verskem obredu, če nisi pokazal seveda tega zdravstvenega stanja zemeljskega in tako naprej, ampak jaz zdaj gledam tako, Bog vedno najde pot. Če nima prostora v cerkvi, ga poišče pa nekje, kjer ima prostor. In hvala ti, Iviljana, da širiš naprej to resnico, ki je nihče ne more ustaviti, in kako doseči trajni mir v svetu, na zemlji in v sebi, je zelo lepo povedala. No, toliko z moje strani. Včasih je s to, bom rekel, mojo damo malo težko živeti, ker je 2 metra nad zemljo, ampak jaz jo razumem in vem. In to je vse potrebno, da se ta svet balansira. Tako da, hvala Iviljana še enkrat za to podajanje. Zdaj bomo naredili 15 minut pauze in ob 18. bo z nami dr. Viktorija Bevc, ki pa seveda že čaka v vrsti, ampak ta čas bomo pripravili tukaj tehniko, vi pa mogoče se malo sprostite in čez 15 minut bomo nazaj. Hvala lepa.